Ake sem razumela, ste tudi sporočali, da bi šli radi naprej. In sicer zdaj bomo malo športnega duha vnesli, preden pridemo še na priznanja. Tokrat nas bo ogrela misel uglednega fizika Stephena Hawkinga, ki je dejal, za velike stvari imamo malo časa, torej naredite velike stvari. In nocoj pred nami imamo še prav prijetne, ampak vedno večje. Zgodbe nas velikokrat motivirajo in tako bomo tudi mi vas sedaj motivirali, sploh tiste, ki nam v ozadju z uspehom pokažejo tisto, lahko bi rekli, skrito, kaj se je treba storiti, da prideš na vrh, ampak na vrhu, veste, je čudovit razgled. Zato se veselim našega naslednjega gosta, vrhunskega trenerja Toneta Tisla in pripovedi o strasteh v poslu, v povezavi športnim kolesarstvom, ki pa pri nas postaja vedno bolj popularno. Gospoda Tisla bom zdaj počasi, ker smo ravno kar mu vse lepo pripravili, povabila na oder, on je že ves zagret, v pol ure nas bo popeljal, da bo videl, koliko je treba dati veliko napora, da dosežete rezultate in prepričana sem, da nam bo zaupal marsikatero skrivnost, ki nas bo napolnila z energijo in nas bo potem popeljala še v sklepni del današnjega srečanja. Gospod Tisl, dobrodošli in izvolite. Ja, lepo pozdravljeni še z moje strani. Zdaj, jaz sem slišal, da ste zelo utrujeni, da je vse zelo naporno, ampak tukaj kar za začetek bom malo takle strog, tako sem bil včasih. Tisti, ki so uspešni, tisti, ki zmagujejo, zdržijo več. Delajo več, se izobražujejo več, žrtvujejo več. In zdaj bom jaz pač videl, kjer je tisti, ki pa zdrži še tale moj govor. Bil je pripravljen za uro pa pol, pa so rekli, da sam pol ure, tako da bomo šli to hiter skozi. In še ena stvar v športu je tak, rezultat je neodločen. In kaj zdaj bomo šli domov? Ne, so še podaljški. Pa pol so še eni podaljški. Tako da pač to je zdaj tudi taka ena preizkušnja za vas. Zdaj za začetek bom tudi dal jaz en filmček gor, kjer bom rekel ena taka moja promocija, pa kjer boste videli dve ekipi, ki so naredili en preskok v slovenskem kolektivnem športu, ker jaz moram reči, da na začetku, ko smo se osamosvojili, sem se naposlušal tega, kak Slovenci nismo za kolektivni šport in da ne moramo oditi rezultata. Tu so dve ekipi, ena je naredila rezultat, ko je postala evropski prvak na klubski sceni, druga pa je prinesla prvo medaljo na reprezentančnem nivoju. Potem pa so sledili še vsi ostali športi. Pa prosim za ta filmček. I have vision, oh I believe, I know
life, that's how it is. 'Cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, can't you see? I'm on the move, make way for me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. Stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. 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 Stand up. Dobro, ker nimamo časa, gremo kar hitro naprej za eno, kar se tiče motivacije. Ne? Večje motivacije v športu ni, kot je narodni nacionalni naboj. Večje ni in je nikoli ne bo. In to se skozi šport pri nas vidi, mogoče na katerih drugih straneh pomankanje. Ena zadeva si boste rekli, pa kaj zdaj ta stari unc tule vrti neke filme, ko so že 20 let pa več stari, ko vemo, da je šla tehnologija naprej, ne, digitalizacija, pa umetna inteligenca, pa 4. industrijska revolucija. Ja, vse to je res, ne, ampak danes bomo govorili o tistem, ki je pa še zmeraj ostalo tako, kot je. In se bom navezal na govor predsednika gospoda Slovenka izpred 2 let, mislim, da je bilo glih tule tudi na Bledu, ki je rekel, ključ je v ljudeh. Ključ je v ljudeh, ključ je v odnosih. In mislim, da je na tisti konferenci tudi, ko je razlagal, zdaj ne vem, kako se točno reče, Asfalt 4.0, je bil doktor Poti, ki je ravno tako rekel, imel je to predstaviti in rekel, ja, zdaj se vsi bojite digitalizacije, robotizacije, da ne bo potrebno več dela z ljudmi. Rekel, ni se zabati, ljudje bo izmeri potrebni in sodelovanje med ljudmi, med različnimi ekipami, ki so pomembni za to, da nekdo asfalt položi, bo še zmeri potrebno. In zato bomo govorili danes v teh odnosih, ki so medčloveški odnosi, brez teh ne gre. Jaz v to verjamem in zaenkrat se še nisem nič spomnil takega, da bo zdaj en robot nekoga prepričal, kako naj dela, kako ga bo motiviral in te zadeve. Ne gre. Odnosi so ključ. In ker nimam veliko časa, ker moram krajšati, se bomo najbolj bistveno dotaknili 2 stvari. Vi lahko vsa ta predavanja, v to slišite, greste tudi na YouTube, pogledate, pomembni trenerji, osebni trenerji, osebna rast, gor dol, to lahko vi vse sami vidite. Jaz bom pač povedal svojo zgodbo, kako smo mi delali, kako smo prišli na vrh, kaj se je zgodilo, ko smo prišli na vrh, zakaj smo padli, zakaj sem šel v kolesarstvo, zakaj je kolesarstvo tako težek športni, zakaj ste vi asfalterji tako pomembni za kolesarstvo. Upam, da bom spravil to v pol ure. Se pravi, tule imam eno, to je staro, to so moja dekleta, dobila timsko delo je bistvo življenja. Ne. Mi, hočeš, nočeš, mi smo vsi timski igralci. Vsak od nas igra določeno vlogo v različnih timih v našem življenju. Ne. Se pravi, prvi tim je, rečemo, družina. Drugi tim, rečemo, je Združenje sveteljev Slovenije. Pol Pomgrad, Kolektor, pevski zbor, skupina rekreativcev na kolesarski dirki, športna ekipa, parlament, vlada, vsi delujemo znotraj teh timov. Ampak vidimo, da eni timi delajo dobro, eni timi delajo slabo. Zato, ker pač ne razumejo določene dinamike, določenih silnic, ki se znotraj timov dogajajo. Zdaj, sigurna stvar je, bom to že najprej povedal, tim v angleščini pomeni together, everyone, achieve more. In mi imamo velik problem. Mi vsi smo, rečemo, ljudje smo tako
ozemeljska bitja, ne, in vsak ima nek svoj prostor okoli sebe, ne, in ta prostor brani. Jaz bom to tako bolj ljubkovalno rekel, da je to en vrtiček. Ne. In ko nekdo stopi v tvoj prostor, tvoj vrtiček, ne, se ti začneš braniti, ne, prije do določenega spopada, takšnega in drugačnega. Ne. To je povsem normalno in če ti to razumeš, pa lahko obrneš v pravo smer, če ne, pa ne. In non-stop so neki spopadi, boji, kakorkoli želite, med ljudmi, ki delujejo v različnih timih. Pa lahko gremo kar tak. Delavci proti vodstvu, igralci proti trenerju, otroci proti staršem in to je ta dinamika. In če ti to dinamiko obvladaš, pol lahko zadevo zapelješ v pravo smer, če ne obvladaš, jo zapelješ v napačno smer. Ne. In če se tu dotaknemo, ne, vrtiček. Ne. Večina ljudi, ne, svoj vrtiček brani za vsako ceno in je v tem vrtičku številka 1. Vse prekalkulira, vse preštudira, vse razmišlja o tem, kak bo najboljše za njega. Redko kdo vidi širšo sliko. In zato smo vsi zaprti v te naše vrtičke in ne vidimo širšo sliko in ker ta vrtiček ne odpremo, ne, potem naša nagrada ni tako velika, ko je, kadar ta vrtiček odpremo. In bistvo vsega je, da mi ta vrtiček odpremo, nekaj žrtvujemo in na koncu je naša nagrada in vse veliko večja, kot če delamo sami. Težko, ampak nekateri pokažejo, da se to da. Zdaj jaz vedno to povem, pa tudi tule, čeprav vas je veliko, ne, najbolj tak eksaktn primer ne timskega delovanja in da nekdo ne zastopi, kaj je timsko delovanje, ne, je naša politika in to že 30 let. Ne. Od parlamenta, vlade, bilo kjere, ne, skozi, oni so tam poslani zato, da pomagajo nam ljudem in da izboljšajo kvaliteto našega življenja. Ne. Vsakodnevno, kdor pač gleda, jaz ne gledam tega več veliko, kaže samo eno. Vsi branijo samo svoj vrtiček. In zato napredka na določenih zadevah ni. In zato bom jaz zdaj pač spregovoril v tem timskem delovanju, ker vsi trenerji pa vejo, da timsko delo je ključ do uspeha. Brez timskega delovanja in zaupanja enostavno uspeha ne more biti. In v športu je to še toliko bolj jasno, ker so zadeve, ki so zelo podobne v poslu in v športu in večkrat tudi trenerji predavajo oziroma izmenjujejo mnenja po svetu z poslovnim svetom, ne, ker pač to poznajo, tudi imajo predavanja, pišejo knjige. Pri nas to ni glih najbolj običajno, ampak jaz sem že imel to priliko, mislim, da sem celo enkrat na Pongradu predaval pred davnimi leti. Razlika, ki pa šport naredi mogoče v eni zadevi še malce teže, je pa merjenje. Jaz bom zdaj govoril samo o enem merjenju. Ne. Vrhunske športne ekipe se merijo 2-krat na teden. V sredo, ko igrajo evropske tekme in v nedeljo, ko igrajo domača prvenstva ali pa obratno. Nimajo samo notranje meritve, tako jih imate tudi vi. Ne. Meri jih vodstvo, meri jih navijači, meri jih javnost in vse je to zelo pregledno. In vsi lahko vidijo, da v ekipi nekaj ne štima, da nekaj ni v redu. Zdaj na naših prostorih, pa ne samo na naših, rečemo Balkan, pa tale Mediteran je tu še zelo posebne. V sredo ekipa najboljša na svetu, v nedeljo je že najslabša. Ne. V Skandinaviji, kjer sem deloval 1 leto, ne, so te zadeve neprimerno drugačne in tudi tam je vse drugačno, ker je pač manj sklop čist drug, kot je tukaj pri nas. In način vodenja, ki sem ga uporabljal v Sloveniji, če bi tako delal na Danskem, ne, bi bil tam trener en teden. Ker je pač vse drugače. In jaz bom zdaj pač govoril to, kak je bila ta zadeva pri nas. Zdaj, kar se tiče tima, jaz osebno sem mogel sestaviti 2 tima, sta bila pod mano. En je moj strokovni tim, ne. Zdaj tisto, kar je bistveno pri tem, ko jaz sestavljam moj strokovni tim, je seveda morajo biti strokovni, morajo biti lojalni, morajo biti strastni, morajo imeti to radi. To jim ne smeš biti služba, to jim mora biti poslanstvo. To pomeni žrtev. Če zdaj kar na hitro omenim, ne, jaz sem žrtvoval malo familijo, ne. Ker sem bil toliko posvečen temu delu, smo še vsi skupaj, sva še poročena, srečno 33 let, tudi otroci so v redu, ampak žrtvoval sem to, če dam na primer pri kosilu doma, ne, jaz jem, otroci, žena nekaj sprašujejo, jaz sem z mislimi povsem drugod. Se pravi, ena žrtva je bila, ampak na srečo so moje to uspešno preživeli. Nikoli nisem zbiral ljudi, ki mi je bila to nekakšna služba. Imel sem možnost zbrati tudi najboljše, ki so bili medijsko najbolj izpostavljeni, pa tak, ampak v pogovoru z njimi sem začutil pač, da njim je to služba, moje igralke so njim številke, take nisem
take nisem vzel. Ne. Bila je še tudi eno pomembno pravilo je bilo, ne. Zdaj, mi smo imeli brainstorminge, mi smo imeli različna mišljenja pa vse te zadeve, ne. Ampak ko smo nastopili pred javnostjo, pred igralkami, smo bili vsi enotni. Ne. Eni, ko meniš besedo enotno smisel, zdaj vsi enako mislimo, sploh ni res, ne. Ampak ko se odločimo za eno smer, ko vsi vemo, kaj je dobro, potem gremo vsi v tej smeri. Ne. Pa gre za mojo direkt ekipo ali pa za vaše ekipe. Tisto, kar je zelo pomembno, je, da je vsaka ekipa uravnotežena. Ne. Se pravi, ti ne moreš imeti 4 levih kril pa nobenega desnega ali pa 3 golmane pa nobenega krožnega napadalca. Ne. Tako zelo težko boste vi naredili en dober asfalt po slovenski cesti, ne, če ne bojo vsi timi sodelovali. Jaz sem pol videl, to so in kemiki, in fiziki, in informatiki, in inženirji, potem tisti, ki vozijo finišerja, do navadnih delavcev, rečemo tudi z lopato, ki jih je vedno manj. Se pravi, ti moraš imeti na vsaki poziciji kvalitetno zasedbo. Če te kvalitetne zasedbe nimaš, ne, zdaj težko bi si predstavljali, da bi 11 Messi bili v eni ekipi, ne vem, kako bi to izgledali, ali pa 5 Dončićev. Se pravi, te zadeve moraš ti lepo uravnotežiti. Fino je, tudi zbiramo take ljudi, tako v strokovni ekipi zbiraš tudi tu ljudi, ki so karakterni, ki imajo visoko delovno moralo, ki so timski delavci. Predvsem je pomembno, da tisti, ki so vodilni igralci, so taki, kajti tisti lahko veliko dela rešijo, oni lahko uredijo garderobo, ne, v katero trener enostavno ne more. Mi imamo v Sloveniji tu malo problema, sploh v rokometu nimamo Karabatiča, nimamo Levgrena, nimamo Dunjaka, tako da smo to vlogo tega liderja včasih tudi kar mi prevzemali. Zelo pomembno je interakcija z vodilnim igralcem. Ovo je pa zadeva preprosta, ne? To je pa ključ, ne? Moraš pa vloge razdeliti. Kdo bo kaj delo? Zdaj, vsi bi želeli biti vsi skozi na igrišču, ne gre, ne more biti vsi na igrišču. Ne? Te vloge razdeliti je zelo pomembno, pol pa tisto, kar pomeni akcija, interakcija. Ti moraš neprestano temu dopovedovati, da je njegova vloga zelo pomembna pri temu, da bomo mi uspeli in da bo končna nagrada veliko večja, če bo on šel v ta koncept noter ali pa ne bo šel. Ne? In te razgovori so ključni. Zdaj, prva stvar, ki jaz naredim, veliko stvari je, ko je pomembno, da narediš analizo kluba ali pa podjetja, ko priješ v njega, ne? Ampak tista, ko je najbolj pomembno, o kateri bomo zdaj govorili, je pa tale, ne? Individualni razgovori. Vsako igralko, vsakim igralcem, kjer mi on pove, kako vidi klubsko strukturo od vrha, ne, kako deluje, kaj je dobro, kaj je slabo, do tega, kaj je bilo lansko leto dobro, kaj je bilo slabo, do nje, kako ona vidi. Se pravi, pove mi čim več stvari, plus, če se le da, tudi kaj v privatnem življenju. Kajti, če poznaš svoje sodelavce dovolj dobro, potem lahko v pravem trenutku pravilno reagiraš. Če ne, narobe reagiraš. In ko narobe reagiraš, ker nimaš pravih podatkov, zadeva začne toniti. Se pravi, ko pritiskaš na prave gumbe, greš gor, napačne gumbe greš dol. Vidim, da kar dosti deklet tukaj, pri dekletah je to še veliko večja specifika. Zato moraš biti tam še bolj pozoren na vsako stvar. Ampak, vidim, da se tam le en nasmiha, ko pa dekleta zagrabijo, je pa ni sile moški, ki bi zdržala to, kar ženske zdržijo. Dejstvo. Bile so še dve stvari, ki vem, da jih tudi vi uporabljate, ne? V športu mogoče premalo. Jaz sem izdelan psihološki profil za vsako mojo igralko. Ne? Se pravi, tudi na podlagi tega sem vedel, kje so plusi, kje so minusi, kako z njo ravnati, kje jo lahko pritisnem, kje jo moram božati, ker tisto, kar je zelo pomembno, ne? To, ko se včasih delali, ne? Da smo mi vse enako tretirali, napredka ni. Vsak individuum, za vsakega moraš vedeti zelo podrobno, kaj zna, kaj ga motivira, kaj dela, kje so njegovi problemi. In potem lahko to pravilno dirigiraš. Če tega ni, imaš probleme. Druga stvar, ki jo v športu res zelo malo uporablja, pa ne vem zakaj, to je zadeva že 50 let stara, v prvi je uporabil Štencel in na ta način sestavil jugoslovansko olimpijsko reprezentanco, ki je bila olimpijski prvak 72 v Münchnu. Psihometrični test mi pa pove, kakšni so odnosi znotraj ekipe. Znotraj ekipe. Kdo paše s kom, kdo ne, kdo štrli čist ven, kdo je tisti, ki je lahko lider, en je lahko lider na igrišču, en je lahko lider, socialni lider, kar je tudi zelo, zelo pomembno. In ko te odnose veš, kje so minusi, kje so plusi, ti s posebnimi metodami, tudi s team buildingi, nimamo časa vse to razlagati, zdaj kakšni team buildingi, ne oni, ko se ga napijemo, pa je to team building, ne. To je team building, kjer so prav izureni ljudje, ki delajo zadeve na terenu in ki meni napišejo tudi poročilo, kako se ljudje v različnih situacijah obnašajo. Tisto, kar je zelo pomembno na team buildingu, dobijo
priložnost tudi tisti, ki so v igri malo bolj postrani. Se pravi, tam so igre, ki lahko samo cela ekipa skupaj opravi, da more brez vseh. In včasih tisti, ki jih imajo bolj za postran, pa za take tupkote, v takih team buildingih se pokaže, da so dobri, da so sposobni, njihova samozavest tu zelo zraste. Imeli smo še tu, rečemo za eno tako zadevo, da se lahko kako igralko izpostavi, da je dobra, ne, smo imeli tudi ponavadi, kadar smo bili na pripravah, smo imeli pa tudi take sketch vložke ali pa glasbene vložke, ne, kjer se pa še ena lahko pokazala, da dober poje, in ko je dober pela, so jo drugi videli, in ona je zrasla in je tudi samozavest njena bila neprimerno bolj visoka. Sociometrijski test je v bistvu meni bil osnova in je sestavil ekipo za Evropsko prvenstvo, ko so fantje osvojili srebrno medaljo. Na podlagi tega tudi lažje izločiš kakega igralca iz ekipe. V bistvu ni trener tisti, ki izloči igralce, sami igralci jih izločijo. Sam moraš uporabiti prave metode. Še ena stvar, ki je čista floskula in čisti blef, ne, lažje je zamenjati trenere kot 11 igralcev. To govorijo samo tisti, ki ne razumejo športa. Zamenja se samo enega igralca, mogoče dva. In zadeva je rešena. Tu sem kar navezal, zdaj malo preskakujem, ker imam manj časa. Vsi poznate verjetno Manchester United, Alexa Fergusona, dve stvari, ki so najbolj pomembne v športu, in te dve stvari, če te dve stvari pelješ, pol boš lahko uspešen, zato je lahko bil on tam 27 let. Prva, na štadionu je pisal, Fergie is always right, se pravi, Fergie ima zmeri prav. Noben se ni spraševal v Manchesteru, zakaj je dal Rooneyja na klop, zakaj ta igra, zakaj ta formacija. Fergie ima vedno prav. In druga stvar, to je pa njegova, ko igralec gre nad trenerja ali pa nad klub, mora zapustiti klub. Zadeve so zelo preproste, zelo jasne, ampak to skoraj nobeden ne počne, zato imamo zelo malo vrhunskih ekip. Naslednja stvar, ki je bistvena, tu je pa zaupanje. Jaz razdelim zaupanje na 4 dele, tako na eno je samozavest, samozaupanje, da igralka vase zaupa, igralke morajo med sabo zaupati, igralski kader mora strokovni ekipi pa meni zaupati in vsi skupaj moramo zaupati menedžmentu, vodstvu oziroma lastniku. Če to vzpostavimo, zadeva laufa. Ne, tu je naslednja taka, ne, zaupanje je mazivo, ki omogoča, da ekipa gladko deluje. Prej, ko smo bili po politiki, ne, ko jih izvolimo, ne mine pol leta, ko zaupanje strmoglavi. Zaupanje je ključ vsega. Zdaj, kako vse to vzpostaviti, bom zelo na hitro, ker čas beži. Prvo, samozaupanje z dobrim trenažnim procesom, ne, samozavest raste. Z individualnim pogovorom je rekel skozi, da piham igralcev ali pa igralke na dušo raste. Z boljšanjem testnih parametrov, se pravi na začetku je ekipa stestirana, ima tak rezultat, po 3 mesecev treninga je rezultat veliko boljši, raste. Kvalitetno delo na treningu raste. Dobro odigra tekmo, raste še toliko bolj. Med igralkami, strahovito pomembno. Tudi pri vas imate, eni so vodilni igralci, eni so tisti, ki malo bolj delajo, ampak vsi so pomembni, do tega bom še prišel. Vodilni morajo zaupati unim, ko so malo manj pomembni. Ne? Zakaj? V športu se nikoli ne ve, kdaj se kdo poškoduje, kdaj kdo zboli, kdaj ima kdo slab dan. Nikoli se ne ve, kdaj bo katera igralka dobila priložnost. Lahko dobi samo 5 minut, lahko dobi samo zadnjo minuto. In če v njo ni zaupanja, ne, pol enostavno bo sigurno zgrešila. Če dam en tak banalen primer, ne, jaz kot trener igramo eno tekmo, odločim se, ona vratarka pozna vse naše, ki streljajo penale, dajmo mi eno, ko je ne pozna. Neža, ajde na penal. Imaš možnost tak, igralke, se trener budala, pa daš to Nežo strela, ta ne bo zadela. Le, veš, da ne bo zadela, ne. Če pa gre Neža na igrišče, pa če skozi trenažni proces so ji delali zaupanje, pa da tudi pridejo, Neža, bravo, ti z nami treniraš, ti zabijaš. Verjetno zabila je veliko večja. In to zaupanje mora pa v nadaljevanju, sledim jaz, tudi trener izboljševati. Tukaj nastane en problem, ta problem je pa ta, da top igralci ponavadi, namesto da bi dvigovali svoje soigralke ali pa soigralci jim dali zaupanje, se nagne v drugo smer. Jaz sem dovolj dober, nimam pa dosti dobrih soigralcev in zato mi izgubljamo. Tukaj je problem, ki ga praktično ne moreš rešiti. To so, bom rekel, negativni lideri. Pozitivni lideri so, ne glede na to, s kom igra, tistega dviguje. Naslednja stvar, ki je mogoče najbolj bistvena tudi za vas, sploh tisti, ko ste vodilni kader, zaupanje vame.
Zdaj, jaz sem en tak zelo specifičen primer. Ne. Jaz sem prišel na Krim po Vinko Kandi. Vinko Kandi je bil pa takrat najboljši trener za ženske kolektive na svetu. Jaz sem bil pa en Tone Tisl, ne poznam glih, mogoče Slovenci so pa še malo poznali, ampak v garderobi je bila zadeva taka, da so rekli, kaj pa je to za en Tisl. Ne. Bilo je treba graditi iz točke 0. Eno je znanje, drugo, kar je najbolj pomembno, samo eno vodenje velja. Vodenje z zgledom. Mi smo imeli strahovito stroga pravila prvo leto. Res stroga. Tudi visoke kazni se. Tudi umešavali smo se v njihovo privatno življenje, se pravi hora legalis. Vsa pravila, ki so veljale za njih, veljajo za mene, nič drugače. Moraš biti pravičen do vseh enak. Kar je včasih zelo težko, ti misliš, da si, pa potem se pokaže, da glih enostavno, da nisi. Igralci vsi morajo začutiti, da si ti pripravljen za njih žrtvovati vse. To sem že malo nakazal, 24 ur na dan zmeraj me lahko poklicala, kadarkoli je bilo potrebno. Paziti na vsak detajl, sploh pri ženski ekipi. Ne? Aha, kaj pa danes se slabo počutiš? Ja, v redu, ne. Če to opaziš, samo rasteš. So še druge stvari, rekel, ni preveliko časa, kar se tega tiče, in tisto, kar je tu pomembno, dati vrednost vsaki igralki. Neprestano na vsakem razgovoru se je ponavljalo to. Igralka, ki sploh ni stopila na igrišče, je dobila od mene glih toliko pozornosti kot ona druga. In tudi povedano je bilo, lej, Verica, samo trenira z nami. Kako treniraš, bo odvisno tudi, kako bomo mi igrali. Če ti dobro treniraš, bo naš trening bolj kvaliteten, mi bomo napredovali. Ti, ko igraš samo 5 minut, tekme vemo, se zlomijo včasih v zadnjih 10 sekundah za en gol. Tvojih 5 minut je mogoče odločilnih. Ali pa ti, ko sam streljaš penal. Se pravi, neprestano devati pozornost na vse, ker so vsi pomembni, nikoli ne veš, da boš koga resnično potreboval. Še ena stvar, ki je strahovito pomembna, jaz ne rabim hvaliti tiste, ko jo hvalijo vsi novinari, ponovadi so to najboljše strelke, pa tudi vsa javnost pa vsi hvalijo tisto. Tistega, ki je pa omogočil, da je ta najboljša strelka, pa da je ta pod reflektorji, ne, tistega ne opazi nobeden. Jaz ga moram opaziti, jaz ga moram nagraditi, jaz mu moram dati pravilno težo. Seveda, kar se tiče odgovornosti, so razlike tu, ene so igrale za 5000, ene so igrale za 500, tudi zelo mešana ekipa je bila ena 34 let, ena 18 let, visoka izobrazba, osnovnošolska izobrazba, različna vera, različni jeziki, vse to je bilo treba spraviti na isti imenovalec. Razgovor, pogovor. Mi smo imeli vse, kar rabi tisti, ki uspe, prej ste vi tudi govorili. Bom rekel, vizija, cilji, strategija, timsko delo, trdo delo, o tem sploh ne bom govoril, ker nimam časa, enotnost, pripadnost, optimalne pogoje, ker to je pa zadnji vezni člen, ko sem ga zdaj hotel preskočiti, pa ga moram, zaupanje vseh nas v vodstvo oziroma management. Management je pa ključ v tem pogledu, se pravi, oni omogočijo optimalne pogoje dela, ne vtikajo se v stroko, ker pač to ne poznajo, ne? Ko mislijo, da pa večina jih ne pozna, dosti je takih tudi iz poslovnega sveta, pa mislijo, da je šport glih tako v poslovnem svetu, sem že povedal par stvari, ko so drugačne, ne? In pa seveda spoštovanje obveznosti pogodb, kaj so pač obveznosti v pogodbi. No in mi smo vse to imeli, nismo zmagali, nismo bili evropski prvaki, tu se šele pa začne. Tu se pa začne. Najtežji del športa je obvladovanje uspeha. Jaz mislim, samo v športu ni, tudi v življenju je tak. Če boste vi malo se zavrteli nazaj, mislim, da smo imeli neke barone v tele vaši branži, ne. Ker velikih je imeli probleme, ne. Ker enostavno prej so delali za fičnike, pa so pa kar milijone pa milijarde obračali, ne. Ni to tako enostavno. Ni to tako enostavno. Ne samo v športu, tudi v življenju je tako. Kissinger je rekel, mislim, da glih včeraj ali danes je umrl, 100 let je bil star, je rekel, vsakim uspehom si kupi samo karto do še večjega, težjega problema. In to je res. Ko smo uspeli, smo si kupili karto do večjega problema. Jaz sem se zavedal določenih problemov, ki nastajajo, pač spremeni se okolje, spremeni se tvoj odnos do dela, spremeni se nasprotniki, te bolj študira, bolj pripravljen. Jaz sem vse to vedel, ampak naslednja sezona je bila čista polomija. Ne. Začetek je še bil v redu, pa niti skupine ven nismo prišli. Ne. In tukaj je bila ena reakcija, to pa govorim za vodstvo naše ekipe pa je reagiralo fenomenalno. Ne. Mi vsi v šoku, v garderobi sedimo, vsi poklapani, ne vem, ko bo noter je prišel, zdaj za ene priljubljen, za ene prišel Zoran Janković, je bil naš šef. In vsi smo čakali, kaj bo.
Kako bo to zdaj urnebes, kaj so zdaj zgodili? Besede. To je šport. Enkrat zgubiš, enkrat zmagaš. To ne ti. Če zdaj zapustiš ekipo, si pa strahopetec. Ti moraš ostati. Ti znaš in vsi skupaj bomo zgradili še enkrat. To bo sem po največjem porazu katastrofi sem dobil novo 3-letno pogodbo. Tu pa pride rešitev. Jaz sem približno vedel, kaj se dogaja z ekipo, nikoli pa nisem vedel točno, kaj se dogaja. Dokler mi ni prišla v roke tale knjiga, Pat Riley, ne vem, če poznate, on je osvojil ligo NBA kot igralec, kot trener in kot predsednik. Ne. Imam celo to srečo, da je tu njegovo posvetilo noter, ne, in on je napisal Hi Tone, best regards and it's all about attitude. Noter imate napisano, kaj se zgodi, ko prijete na vrh. Vse bolezni so naštete, jaz sam zdaj ne morem razlagati. Bolezen ego, bolezen samozadovoljstvo, bolezen upravičenost, bolezen obrnenih 80-20, igralec tekme in vse te zadeve. To mi je pomagalo, da smo zgradili ekipo pol na novo. Naredili smo veliko sprememb, prvi 2 leti smo delali vse enako, jaz sem bil čisti avtokrat, grozen sem bil, ampak je neko deloval. Ta način vodenja je slab in kratkoročen, dal je rezultat kratkoročen. Mene izčrpa totalno, igralke zgubijo kreativnost, individualnost in tak ne gre naprej. Ni možno. Smo šli bolj demokratičen sistem. Prvo, ni bilo več nobenega nadzora nad prostim časom, nagrade so zbirale same, dali smo jim 4 možnosti, zbrale so nagrado samo, če so evropske prvakine. Se pravi, nič prej, ampak ta nagrada je bila daleč najvišja. Se pravi, jaz kot trener nisem imel nobenega problema, več sem videl, da so motivirani top. Naredili smo tudi spremembo v igralskem kadru, pripeljal sem 2 igralke, ko so vsi rekli, da sem manj nol, da sem jih pripeljal, ne, pripeljal sem eno 32 let staro iz Črne Gore, mamico 2 otrok, 6krat je izgubila polfinale, oče je bil olimpijski prvak v Minhnu, mož je Igor Kolakovič, priznan trener in jaz njo vzamem, motorično katastrofa, ampak cek in motiv. In vedel sem, da mi bo ta zrela ženska, ko bo težko, uredila garderobo. Vse je pustila doma, vsi so s tem sprijaznili zato, da dosanja svoje sanje. In še drugo igralko, ki sem jo rabo, ki je sploh nisem poznal, sem rekel, Sandra, rada je bila evropski prvak. Je ta igralka primerna, da bomo mi evropski prvak? Je rekla, ja, jaz sem igralke sploh nisem videl. Kak motiv je bil to? To je res ono. Roko bi si vcekali zato, da bo evropski prvak, z glavo skozi vse. To nadoknadi vse one ostale stvari, ko mislimo, da niso pomembne. Ne. In vsemi temi spremembami, bilo jih je še več, ne, smo mi znova postali evropski prvaki. In tu bom rekel, ker smo obvladali, ker sem prebral to knjigo, je bil padec dokaj strm, ampak smo se hitro pobrali. Tisti, ki ne obvlada, ima padec tak, da se skoraj nikoli ne pobere. Maribor 99, ko je prišel v ligo prvakov, smo vsi mislili, kak Dok Buharov, pa ga pol ni bilo 10 let na sceno, ker so se pač te zadeve v teh boleznih, to knjigo mogoče lahko nabavite. Zelo zanimivo, ampak nimam časa, da bi to razložil, ker gremo zdaj hitro še na kolesarstvo. V kolesarstvu lahko tudi 1 uro, 2, ne, te povejte, koliko imate časa. Kolesarstvo me je pa navdušilo, ker to je pa tako kompleksen, tako zahteven, tako nepredvidljiv šport, ko ni noben drug šport na svetu. Ob tem, da je to kolektivni šport, ki ima 2 značilnosti, ki nimajo nobene veze s kolektivnim športom, tako ga jaz poznam, ali pa tisti, ko igrate košarko, rokomet ali bilo kaj. Kolesarji večinoma treninga upravijo sami. Individualne treninge imajo, ker so jim treningi prilagojeni in če vozi en za drugim, pol že ne more upraviti tak trening, ko bi ga lahko, ker si v zavetrju vati niso pravi. So tudi skupaj, ampak večinoma trenirajo sami. Ko pride pa na tekmo, dirkajo pa kot ekipa. Šok, to je nepredstavljivo meni bilo, ampak gre. In še stvar, ki je še težja, zato da timsko deluješ, vsi pomagajo enemu, on pride na vrh in samo on gre na oder. V vseh drugih športih grejo vsi, dobijo medalje. Iz vidika vodenja še toliko težje. Zdaj pa mogoče dal tiste 3 slikice gor. Jaz imam to srečo, kar odkrit povedal, lahko se z nekaterimi slovenskimi kolesarji pogovarjam, še najmanj z Pogačarjem, zdaj imam najmanjši stik, imam pa dosti stika z njegovimi starši, več, ko se srečamo na kaki dirki, z Rogličem malo več, tele podatke, ko pa zdaj dal, sta mi jih pa največ dala, odkrito povedano, Mohorič in Mezgec. Ne. No, imel sem pa tudi to srečo, da sem se pogovarjal z glavnim arhitektom Ziman,
On je glavni arhitekt Jumbo Visme. Jaz vem, tule Slovenci, ko jaz to poslušam, jaz sem bolj nov v kolesarstvu, ampak vsi Slovenci sovražijo Jumbo Vismo in skozi govorijo vse, kaj narobe delajo. Ves čas delajo nekaj narobe. A oni so v zadnjih 4 letih daleč najboljša ekipa na svetu po vsem. In vsi jim poznajo, od tehnologije, taktike, izbira kolesarjev, prehrane, vse so od spredi, zato zmagujejo. In arhitekt Zeman, mi je povedal, kako on s temi kolesarji. Razgovor, pogovor. Van Aerta, Jonasa, Rogliča, spraviti na isti imenovalci. In še neki. Jumbo Visma ni nič kriva, da Roglič ni zmagal Tour de France. To je pa prekletstvo kolesarskega športa. Nesreča. On je imel 3-krat nesmolo, nesreča. In če ne je bilo nesreče, bi zmagal, verjetno, mogoče bo letos. Ampak oni so dirkali za njega, 7 let je bil glavni. Pol pa je prišel do tega, da je postal še en glavni in se pač odločil, da 2 glavna ne gre in se je umaknil. Korektno, tako se to naredi. No in Zeman pravi pogovor, da vse to skupaj spravimo in moramo na tak način tudi dirke zastaviti, da ima vsak svojo priložnost. In zdaj pogledajte te žrtve. Eni kolesari se neprestano žrtvujejo za svoje kapetane. In pol, ko pride prilika, se tudi kapetani na nek način, če je priložnost, če je pomočnik dosti dober, pomagajo, da zmaga. V Jumbo Vismi je to zelo izrazito delo Van Aert, za katerega so vsi rekli, da ni timski kolesar. On je bil najbolj pomemben člen, pač taktika je bila malo drugačna, niso jo vsi zastopili, ker so dirkali drugače, ko so bili vsi navajeni, ampak on je pomagal in tudi letos je 2-krat pustil Laporta, da je zmagal. Ima samo 2 zmagi, on je še Laportu pustil, da je zmagal. In tu na koncu smo videli, kako sta pač Jonas in Roglič pustila, da je zmagal Kus, ki jim je pomagal pri vseh teh zadevah. Zakaj je Jumbo Visma še tako dobra? Ko se z njimi pogovarjajo, neprestano se izobražujejo, ničem ni neroden. V svojih vrstah so imeli, da jim je pomagal in jim devo znanje Ten Hag, to je trenutno, prej je bil trener Ajaxa, zdaj trener Manchester United. To je bila združena ekipa s hitrostnimi drsalci, ki so verjetno najboljši športniki na Nizozemskem so hitrostni drsalci po svoje, oni največ zmagujejo. V svojih vrstah so angažirali trenerja plavanja. Letos so povabili, pazite, Bora Hansgrohe je 10. ekipa letos na lestvici UCI. Jumbo Visma je prva, oziroma druga, ampak zato, ker je pač UAE dirkal 40 dirk več, ker jim je bil to osnovni cilj. Oni so povabili nutricista, Slovenca, Podlogarja, da jim predava o ogljikovih hidratih, ker so pač ocenili, da on v tem ve nekaj več kot oni. Ampak pazite, kaj se je zgodilo, ko je on prišel nazaj, jaz sem bral njegov intervju, je rekel, oni nimajo pa nič kaj več, pa nič kaj boljš, kar imamo mi. Se pravi, ko je najboljši, se uči, izobražuje, ni mu nerodno prideti vprašati enega, ko je slabši, Zato so bili do zdaj najboljši. Kaj bo zdaj naprej, ne vem. Ampak, zdaj pa ključno, asfalterji. Fantje moje, zdaj pa vas bom v strahu vzel. Vi ste ključ, kako se kolesarske dirke odvijajo. Ne se smeja, to je res. Kakšne asfalte vi položite, na podlagi tega se tudi bicikl uredi. Pa ne samo to, na podlagi tega se tudi taktika prireja. Na to, kako vi položite, je tudi odvisno, kje bojo padli in zakaj bojo padli. Ampak to ni hec, to je res. Ne bom se spuščal direktno strogo v vašo stroko, ker me to toliko ne zanima, čeprav sem večino cest tudi jaz prefuro, ampak bom povedal mnenje naših vrhunskih kolesarjev, kako oni vidijo ceste tam, kjer dirkajo, na hitro. Prvo, najraje imajo zelo temen oziroma črn asfalt, ki je gladek. Se pravi, ta je hiter, ima dober oprijem, je bolj kot ne nov. Ampak vemo, da ni vse posod črn, da imamo vedno bolj sveto, je pa tako bolj nevarno je. Ampak gremo zdaj bolj od severa. Rečemo sever, Skandinavija, ne marajo tisti asfalt. Grob, počasen, pravijo dead road. In moram vam reči, da zdaj sem navezal na tole, prav tako zelo lepo, cyclist love asfalt. Ja, raj se vozijo po asfaltu, ko počem drugi, ampak ko padajo, ga pa nimajo čisto nič radi. In tega na Norveškem sploh nimajo radi, ko je tak grob pa trd. Ni fajn. To velja tudi za
rečemo Anglijo, se pravi Irsko, Škotsko, zelo podobno, nimajo rad teh cest. Ampak je plus, ne, če je čez celo etapo, čez celo dirko asfalt približno enak, takrat pol ni treba veliko na kolesih spreminjati. Ne. Tudi taktika se ne prilagaja toliko veliko v to smeri. Potem imamo pa tule Nizozemsko pa Belgijo, ne, to so pa kolesarske dežele. Fantje pravijo, Nizozemska odlično, krasne ceste, super asfalt, vse. Tudi vse dirke, ko so tam, so ok, Belgija, katastrofa. Od asfalta, pa ne samo asfalt, tudi kocke, slab asfalt, pravijo, da je grozno. Tam je zelo težko dirkati in tudi veliko bolj ozke ceste in vse. Še ena stvar, ne, to se tiče tudi malo vas, ne, vemo, da Nizozemska, Belgija, tudi Danska, na Danskem sem živel, ne, to so kolesarske dežele, ki imajo zelo kvalitetno urejeno to kolesarsko mrežo, ne, in je kolesarjenje pri njih kot potovanje zelo na visokem nivoju, ne. Ampak to kolesarjenje pomeni veliko pohištva na cesti. Se pravi, taki drugačni stebrički, veliko krožiš, da gre tudi malo bolj počas, da ni vse prehitro, to je pa smrtna nevarnost za kolesarje. In tega je na Nizozemskem in v Belgiji zelo veliko, zato so dirke tam zelo nevarne. Gremo na 3 najbolj pomembne dirke, ki jih pač vi tudi poznate. Rečemo Italija. Italija pravi, da so ceste zelo v redu. Kaj se tiče Gira, ceste zelo v redu. Ne. Tudi v Alpah pa to so zelo v redu in Italijani ponavadi tam, kjer je slabo, pred to dirko asfaltirajo, tudi dokaj široke ceste pa to, ampak pridemo do tistega dela, ki je blizu morja pa to, ne, kjer je gladek, hiter asfalt, ampak kadar dežuje strahovita drsalnica. Strahovita drsalnica. Eno stvar, ki vas še moram posebej opozoriti, krožišča. Na krožiščih je nevarnost zdrsa, ne, slab oprijem veliko večja, fante pravijo, da zaradi prometa, sploh če tam veliko tovornjaki vozijo, tako da ko delate krožišča, dajte malo boljši asfalt, malo bolj trpežen, da ne bojo tam glih zdrsne. Francija, spet katastrofa. Ne. Se pravi, kolesari pravijo, da je dobro, ne, večina njih, če je celo etapo enak asfalt, pa praktično to skoraj nikoli ni. V Franciji imamo pa še rečemo Pirineje, pa rečemo tudi Jura, pravijo tudi strahovito slab asfalt. Tudi grob, počasen, pravijo celo, da po sredini, ko je izvožen, je kolikor toliko ok, ampak pol na strani prije do gramoza in pol, ko priješ na stran, imaš velike probleme, če ne znaš lepo voziti. In še ena stvar, vročina. Tam je ponovadi tudi 40 stopinj, pa to pravijo pri spustih, pa tudi ko grejo gor, da je to podobno, ko bi se vozil po sveže položenem asfaltu. Se pravi, da je upor tak velik, da ne gre nikamor in je zelo nevarno. Španijo bomo bolj kot ne preskočili, podobna kot Francija, s tem, da pač tam, ko so te rampa Cinco Manas, je pač beton, ni asfalta. Imamo 3, ko dirkajo na Srednjem vzhodu, pravijo fantastične ceste, nov asfalt, temen asfalt, široke ceste, kar se tiče varnosti, super. Saudska Arabija, UAE in to gor. Potem je pa tule še Severna Amerika, zelo podobno, slab, trd, tako je pri nas v Skandinaviji. Ne bom se zdaj spuščal to, zakaj vremenski pogoji uno gor dol. In počasi zaključujem. Ne. Zdaj, na začetku je bil en filmček, ne, da smo mi naredili en preboj. Ne. Ta preboj, ko so pa naredili naši kolesarci, ta je pa sploh nekaj fantastičnega. Ne. To pa noben si ni mogel misliti, da bomo imeli Slovenci 5 let zapored najboljšega kolesarja na svetu. In jaz bi zdaj vsem vam pa, ne, tudi drugim, ki bojo poslušali, ne, bi bilo zelo lepo, ne, če bi nekaj iz športa, šport zdaj ugotavljamo, nas združuje, ne, dviguje emocije, daje nam samozavest, ampak sam kadar smo timski, enotni, kadar si zaupamo. Ni bilo neumno, da je bil 5 let kek tukaj, ne, ker če menjavaš trenerje, ker takle, ko gate po domač povedane, igravci imajo tu not, jaz nisem nič kriv, vse je trener kriv, on ne priješ nikamer. Manchester United, da se to že kar nekaj časa dogaja. In za zaključek bi rekel takle. Slovenski asfalteri, fante pravijo, da so naše ceste kar v redu, da so primerljive, ne, da grejo zadeve na boljš. Ne. Jaz osebno bi rekel, dajte začetek tam iz Vršiča proti Kranjski gori zasfaltirati, od spodaj je v redu, gor je pa katastrofa. Že tako so kocke, pa dajte še tiste potegnati. Tudi, da se izboljšuje, to sploh ni kaj povedati, koliko je kolesarskih stez, pa to moji kolegi, ko smo dirkali Lež, Baston, Lež, rekreativno, ne, so rekli, le, kakve ceste so tu, pa to sem rekel, fande moje, ta dirka je bila prvič 1892. Mi se pa s tem ukvarjamo šele zdaj. Napredek čudovit. Pravi mogo reči, da tudi kar se tiče avtomobilov, pa tega gre zelo, zelo na boljši. Za zaključek tole. Če tvoja ekipa ne deluje tako dobro, kot ti misliš, če ni tako kvalitetna, kot ti misliš, poglej se v ogledalo. Tam je razlog, zakaj ne deluje dobro. In zaključek,
timsko delo in potem lahko naredimo, tako je bila Kovinotehna včasih, nemogoče je mogoče in to naši športniki dokazujejo, v prvi vrsti kolesarji. Hvala, da ste me poslušali in Pardon, vprašanj ne bo, ker moramo iti naprej s programom. Sem prav povedal? Jaz vem, da bi vi radi še en zaključek povedali, pa še enega. Vprašanje pa zihar, da če kakšno. Ima kdo res enega nekaj. Ja, evo, Primož. Primož za zaključek, no povej. Če šport preslikamo v našo poslovno družbo, izvajalci, delavci, operativa, se pravi mi kot gradbinci na koncu, kakšno vlogo imamo mi v državi? A smo mi igralci ali smo trenerji? Kje smo mi oziroma kdo nas upravlja? Kako bi to v funkcijo države to hierarhijo postavil? To je zdaj težko vprašanje. Zdaj, če bi rekel, če ste to zaspali za državo, država, vodja je premier. In jaz moram reči, da mi v Sloveniji, pa to tudi zaradi preteklosti, pa to ne, mi nismo glih izšolali nekih kvalitetnih vodij. Tu imamo kar probleme. Bolj so bili šefi, ki so ukazovali. Jaz sem prej rekel, sem deloval na Danskem, da bi jaz na Danskem ukazoval, jaz bi bil en teden tam trener. To se moraš pogovarjati, lahko postavlja vprašanje vsakuno. Se pravi, ključni je vodja. Če govorimo o tem, vodja je premier, pa ne vem, kako imate po lestvici navzdol. Jaz mislim, da ste v tem kontekstu vi eni igralci, ki potrebujete kvalitetne vodje. To je moje mnenje. Je pa še ena stvar, to se hece sliši, vse se spremeni s pravim človekom na pravem mestu. Dajmo še en lep poprav Sveli, gospodu Tislu, za vso energijo, ki nam je danes dal. Hvala lepa. Ampak zdaj on se spomnil, da je nekaj pozabil. Nekaj si pozabil, ker si se tako zagovoril. Tole bom pač izkoristil. Letos smo mi dva že eno, pa še eni so pomagali, eno knjigo napisali. Se pravi, jaz sem tule govoril zdaj 40 minut, v tej zadevi je malo več. Ta knjiga je na razpolago, ko greste tja, ko imate vaše partnerje, se lahko tam kupi, tu je malo več o tem, ker pač v 40 minutah sem povedal, koliko sem lahko povedal. Hvala lepa. A si predstavljate, kako bi bil Kregan, če ne bi tole povedal? Tako, ampak zdaj se vam res lepo zahvaljujemo. Jaz sem prepričana, gospod Tisel, da se boste vi še kaj spomnili, ampak mi imamo še cel večer tukaj, po tem, ko so zdaj priznanja in potem še druženje, večerje in vi lahko danes še veliko govorite in jaz mislim, da vas bodo še spraševali. Primož bo tudi rekel, jaz sem vodja, tako da bo rekel, ampak vsem se bo strinjal, da je lahko tudi igralci, tako da lahko malo izjem narediva. Še enkrat hvala lepa, lahko rečemo za zabavno, zanimivo popotovanje, ki ste nam ga dali v vaš pogled, upam, da je bila tudi kakšna motivacija in ideja.